Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenije, in z mano je Eva Esih, direktorica in soustanoviteljica podjetja Sajbit, ki izkorišča vpliv družbenih omrežij za povezovanje iskalcev zaposlitve s podjetji, ki iščejo nove sodelavce. Pozdravljena. Živijo. Eva, ko ste pri 25 letih doma povedali, da boste odprli svoje podjetje, kako sta se starša odzvala? Ja, mogoče ne čist konvencionalno, oziroma tako, kot sem mogoče pričakovala, ne? Ker najprej, ko sem jaz rekla, mami, ati, jaz odpiram podjetje. Je prišel najprej ati do mene s takim resnim obrazom in sva imela enourni pogovor in je rekel, pa Eva, si res ziher, pa mene pa skrbi, pa kaj če pa ne bo, si vseeno le šolana punca, imaš 2 magisterija, si psihologinja, nisi se toliko dolgo učila zato, da imaš tako nevarno službo, oziroma da ni tiste klasične varnosti, oziroma tudi plača na začetku je skoraj da ni bilo. Ne? In pa sem se rekla, ne, ati, jaz sem sigurna, jaz to želim. Pa je prišla še mami je poskusila, tudi njeni rata, jaz sem rekla, lejta, jaz bom probala, 25 sem stara, če rata, če ne rata, lahko še jaz vedno pri 30 letih se kje drugje zaposlim. In pa sta v bistvu zelo hkrati kmalu videla, da mislim zelo resno, da je v bistvu ideja dobra in takoj sta postala največja supporterja, glasujeta na vseh možnih stvarih, ko je treba glasovati, sta z mano na vseh podelitvah, tudi na tej Forbesovi, in sta res največja podpornika, zlata starša in se skupaj z mano veselita vseh uspehov. Lepo. Eden glavnih izzivov podjetjih je danes, kako pridobiti dobre strokovnjake v času kroničnega pomanjkanja kadrov, ki traja že kar nekaj let. Ste se zato leta 2021 odločili, da začnete razvijati digitalna orodja za iskanje kadrov? Ja, jaz po izobrazbi sem psihologinja, tako da od nekdaj je bila neka želja, dajmo narediti nekaj v sektorju, ki ga poznam, ki sem ga študirala, v katerem sem strokovnjakinja. In ko sva v bistvu z mojim co-founderjem Urhom šla študirati v tujino, sva tam videla, kaj imajo pa druge države. Specifično sva šla na Nizozemsko in sva videla, koliko so mogoče bolj razviti. In v bistvu na začetku smo mi eno ogromno napako naredili in to je, da smo šli na Nizozemsko, pogledali, kaj tam delajo, prekopirali po sistemu copy-paste neko rešitev za selekcijo kadra, ampak zelo kmalu nam je tukaj trg pokazal, da Slovenija nima največjega izziva, kako selekcionirati. Recimo, če imaš ti 20, 30, 50, 100 prijavljenih. In mi smo v bistvu to prvo orodje naredili na ta način. Če je imel nekdo preveč prijav za delo, je to digitalno kadrovsko orodje samo zbralno najboljšega. In mi smo to postavili na trg leta 2022 in to noben v Sloveniji ni kupil. Jaz sem šla na 1., 2., 5., 100., 150. sestanek. Jaz sem se spraševala o svojih prodajnih sposobnostih, šla sem na vse kurse za prodajo, ampak jaz tega produkta nisem mogla prodati. Ampak šele po slabem letu smo pa mi ugotovili, ni produkt, oziroma nisem jaz kriva, je slab produkt. In to nas je pa dejansko pripeljalo do tega, da smo pol leta 2023 rekli, zdaj smo pa res raziskali trg, zdaj pa res vidimo, kaj podjetja rabijo, in to je, da podjetja rabijo več kandidatov za delo, boljše delavce, bolj kvaliteten kader, ker vsi vemo, vse posod so novice o tem, koliko je težko do kadra v tej panogi, pa v tej panogi, in res rečem, da pomagamo podjetjem do kadra v času, ko pravijo, da kadra pač ni več za dobiti. Trdite, da lahko podjetje z vašimi orodji zastavi zaposlitveno kampanjo v nekaj minutah. Pa me zanima, kako je to videti v praksi, ker se sliši sila težko izvedljivo v tako kratkem času zastaviti kampanjo. Ko smo mi leta 2023 rekli, rekruter ni pravo orodje, smo res ful poštudirali, kaj pa moramo spremeniti, da bo to pil vodo v času, kjer pravijo, da ljudje ne iščejo službo aktivno. In mi smo v bistvu zgradili produkt na predpostavki, da ljudje službe ne iščejo aktivno, da jih je pa velika večina odprta za poslovne priložnosti. Zdaj recimo ziher poslušalci oziroma tisti, ki naj bojo gledali, imajo kakega prijatelja, kolega, sorodnika, ki vedno na vsakem družinskem pikniku reče, ja, jaz bi pa ful zamenjal službo, ne? Ampak ta oseba je nekje zaposlena,
je tam 8 ur, porabi pol ure, rečemo, ali pa 1 uro za prevoz na delo in ko pride domov popoldne iz službe, ona je tako utrujena, da ne bo zdaj odprla zaposlitveni portal in se začela prijavljati, ne bo začela pošiljati motivacijskih pisem okrog in življenjepisov. In mi smo rekli, ok, treba je narediti orodje, ki bo iskalcem omogočalo hitro prijavo prek telefona, ki bo se znašel ta oglas tam, ker ljudje ga sploh ne pričakujejo, in to je na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, na Googlu, na YouTubu, ker te utrujene osebe zvečer pa bojo šle na telefon, bojo odprle socialna omrežja, bojo gledali, kaj pač počnejo njihovi prijatelji. In na ta način smo oblikovali rešitev, ki omogoča kandidatom na drugi strani zelo enostavno prijavo. Medtem, potem, ko smo pa razmišljali za podjetja, če hočeš ti narediti dober zaposlitveni oglas, rabiš res goro strokovnjakov. Od nekoga, ki ti naredi dobre grafike, od nekoga, ki ti napiše dobre tekste, od programerja, ki bo naredil spletno stran in oglaševalca, ki bo zdaj vedel, kam dati denar, na katero socialno omrežje, da bo dejansko neki skopiček. In mi smo prvo leto in pol delali to storitev Jobit izključno kot servis. Se pravi, prišel je naročnik, oddal je naročilo in naši strokovnjaki so se angažirali. Nekdo je naredil grafike, nekdo je naredil tekste. Nekdo je zagnal in kampanja je bila recimo v parih urah aktivna. Ampak mi smo se potem lani vprašali, res živimo v dobi umetne inteligence, vse se digitalizira, kaj pa če bi mi zdaj iz te storitve hkrati naredili še produkt, ki bi pa vse to naredil avtomatsko oziroma v 90 sekundah potem, ko stranka oziroma nekdo, ki zaposluje, da not informacije in se v bistvu cela kampanja zgenerira. In v bistvu smo naredili svoj AI model, ki od stranke pridobi podatke, koga se išče, kje se bo delalo, kakšna je to oblika zaposlitve, kaj podjetje ponuja, kaj podjetje želi. Potem, ko oddajo te informacije, se pa kampanja sama pripravi v 90 sekundah. Se pravi, naredijo se grafike za socialna omrežja, napišejo se teksti, pripravi se ta zaposlitveni vprašalnik, ki je vedno personaliziran. Ker če stranka išče skladiščnika, mora biti druga vprašanja v vprašalniku, kot če iščemo medicinsko sestro ali pa če iščemo, računovodjo. In v bistvu stranka v parih sekundah pregleda, vsebino potrdi, jo objavi in potem pa še vedno na delo pridemo mi, se pravi, ta del še pa ni popolnoma avtomatiziran, ampak potem naši oglaševalci rečejo, to gre na to socialno omrežje, to gre tja, ker je res ful odvisno. Ni popravilo, rečeš, damo na Facebooku glas, damo noter 200 evrov in bojo prijave. Daleč od tega, točno je vedeti, kdaj bojo skladiščniki aktivni, na katerem portalu, kje bojo iskali službo, kako napisati oglas, in to naš Jobit AI ve in zna narediti. Glede na to, da se opirate na podatke, ki jih imajo ti tehnološki velikani o vseh nas, in se vaši oglasi, čeprav razumem, tudi pojavljajo zelo ciljano, potem polovite verjetno tudi vse tiste pasivne iskalce zaposlitve, drži? Tako, drži. Naša predpostavka je, da poleg teh aktivnih polovimo vse te pasivne iskalce zaposlitve. In v bistvu čisto taka osnova oglaševanja je, recimo, včeraj sem jaz gledala, kam bi svoje zaposlene peljala na team building. In jaz sem začela malo googlati, malo iskati, kje imajo še prosto escape room. In jaz sem naslednji dan dobila same reklame escape roomov. In ravno to je ta moč ciljanega targetirana. Nekdo, ki da nek signal, da želi zamenjati službo, pa tudi, če sam na Google napiše menjava službe, pa potem nič več ne klikne, v bistvu potem Meta oziroma velike platforme to zaznajo, vzamejo njegove osebne podatke, to je res taka polemika. Mogoče marsikdo ne ve, pa je zanimiva informacija. Lani je prišla uredba v Evropsko unijo, da si lahko dal ti Facebooku oziroma podjetju Meta znak, da ne želiš, da tvoje podatke izrabljajo za oglaševalske namene. In ta storitev stane, mislim, da je bila v Sloveniji 9,99 evra na mesec. Ampak po mojih informacijah jaz ne poznam nobenega, ki bi plačeval Facebooku, Instagramu, da ne bi vzel njegovih osebnih podatkov, ker se veste, kak je to. Dobiš neko politiko zvečer, ko si na Facebooku, sprejmeš, potrdiš in na ta način še vedno pač te ogromne organizacije vzemajo te osebne podatke. Jaz se vsaj malo to lažim oziroma lažje spim, da mogoče pa, ker mi to potem
dobimo te podatke, da lahko nekomu najdemo službo, se pravi, mu omogočimo boljšo prihodnost in da res ni pol samo to potrošniške narave, a ne, da kupiš nek šampon pa kupiš neko kremo. Po vaših opažanjih, kaj podjetja, ki jim uspe pritegniti, privabiti zelo talentirane ljudi, kaj delajo prav? Ta podjetja se zavedajo, da je danes na trgu dela kandidat kralj. In da nekdo, ki zaposluje, mora biti poleg kadrovnika še zelo velik prodajalec. Zakaj? Zato, ker kandidati danes enostavno zbirajo na trgu dela. A bi šel tja delati, kako bo plača, kakšni bodo benefiti. In recimo jaz opažam v zaposlitvenih oglasih, ki so napisani na ta klasični način, se pravi, kdo išče in potem je gora, dolg seznam, kaj podjetje želi. In zdaj karikiram, skoraj da kdaj ne piše zaželeno znanje kitajščine in potem vidim zelo skopo stimulativno in redno plačilo, dinamično okolje, pač te neke splošne 3 floskule in res se je v praksi to pokazalo, da takšna podjetja težje dobijo kader, ker so pač, kandidatov to ne privabi več, mladih to ne privabi več in res morajo biti tudi podjetja precej kreativna že pri pripravi samih oglasov. Je pa tudi res način, na kak način se pa potem naredi selekcija, je pa zelo velik faktor, ali je podjetje uspešno ali ne. Ker jaz recimo opažam, da ko mi naredimo oglas oziroma kampanjo za neko stranko ali pa 2 različni stranki, opažam, da tisti, ki se res takoj odzovejo, osebno pokličejo kandidate, jutri jih povabijo na razgovor, če se je včeraj prijavil, dosegajo res boljše rezultate kot nekdo, ki mogoče pusti čakati ta seznam en mesec in potem čez en mesec napiše hvala za prijavo, zdaj pa prosim pošljite življenjepis. Ja, tam mogoče se jim bo odzvalo 10% kandidatov. Zdaj pa še, če pogledava še z druge strani, z vidika iskalca zaposlitve, najbrž vprašanje, ki vse zanima. Kako najti dobro službo? Jaz bi tu odgovorila na vprašanje z vprašanjem in bi jaz rekla, kaj je za tebe dobra služba. Kaj želiš, zato ker ljudje smo različni. Ogromno je osebnostnih lastnosti, nekih kompetenc in ni nujno, da kar je za nekoga dobra služba, res dobra služba za nekoga drugega. Ampak če bi mogla poenostaviti, jaz vedno rečem, dajte narediti nek research podjetja. Poglejte tudi, kar se malo, o podjetju govori, kaj drugi pišejo o podjetju. Ali pa če najdete koga, ki dela v tem podjetju, ni boljši ali pa slabši promotor kot nekdo, ki je že zaposlen v podjetju, da lahko pove, kaj se tam dogaja v resnici oziroma kaj je mogoče neka PR verzija, kakšno je pa potem ogrodje. Ampak jaz res pravim, da kandidati danes nimajo mogoče toliko težke naloge kot podjetja, ker je res pač delovnih mest ogromno. Če zdaj res se odločiš, da boš poiskal službo, odpreš zaposlitvene portale, odpreš socialna omrežja in tam te počaka ogromno nekih priložnosti. Je pa res tako, da moraš pa ti sam pri sebi poštudirati, kakšen tip organizacije ti všeč, a so to velike podjetja, a so to mala, kakšen sektor, kakšna narava dela. Jaz tudi dosti vidim, da predvsem mladi zelo cenijo to neko fleksibilno delo, delo od doma, recimo, če že tega ni, se kdaj mladi sploh ne odločajo. Recimo pri vašem delu, katere generacijske razlike recimo opažate? Pri mladih, ko jih mi zaposlujemo ali pri naših? Recimo starejši pa potem mlajši. Ja, generacije so res, jaz sem tako rekla, vsaka generacija je posebna. Ima neke svoje lastnosti, ampak če mogoče zdaj gledamo te mlajše generacije, recimo zajevce, o katerih se tako zelo veliko govori, zelo cenijo recimo smisel. Da vejo, zakaj so tam, da verjamejo v misijo, vizijo organizacije. Recimo ta razlika je mogoče precej z generacijo mojih staršev, kjer je bila pa vrednota varnost zaposlitve, redna zaposlitev. Tam mogoče se niso toliko sprašvali v smislu, pa kaj jaz tam delam, kaj pripomorem. Medtem ko mladim je recimo smisel ful pomemben, osebni razvoj. Pač mi smo res generacija I want it all, I want it now. Medtem ko, starejše generacije so pač začele kot vajenci, so se par let učili na tistem mestu, so napredovali. Medtem ko jaz tudi vidim pri svojih mlajših kolegih, ki imamo zelo mlado ekipo, mislim, da je povprečna starost 26 let, vsi smo pod 30, razen co-founder, ki je letos dopolnil 30 let.
zelo cenijo to hitrost oziroma tudi nek jasen plan. Se pravi, jaz lahko začnem tu, ok, ampak kaj moram imeti oziroma kaj moram narediti, da pridem na naslednji korak. Napredovanje. Napredovanje. Nek karierni, osebni razvoj, prostor za to, da se učijo, da napredujejo. Zelo velikokrat je tudi nek tak predsodek, ja, mladi ne bojo delali za izkušnje. Bodo delali, še se najdejo, ampak ne pa verjetno 5 let, tako kot mogoče je bilo to včasih. Pa zelo veliko se tudi govori o plačilu, pač je res, da mlajše generacije zahtevajo več. Ta mlade generacije nismo mogoče zrasle v takšnem pomanjkanju kot recimo, ne vem, generacija mojih staršev, generacija mojih babic in dedkov. In ko ti ne rasteš iz pomanjkanja, ti mogoče ni treba, a ne. In zdaj so tudi mladi pač znajo postaviti jasno mejo, ok, jaz želim pa to, ali pa tudi, če zdaj to plačilo v tem trenutku ne dobim, si pa želim čez pol leta ali pa 1 leto. In tudi zelo jasno recimo postavljajo meje med zasebnim pa poslovnim. In ja, pač to so neke take stvari, ki vplivajo na dinamiko dela, ampak daleč od tega, da so te generacije slabe, da so lene, nedelovne. Ampak ja, različni smo si. Kaj pa vi osebno recimo iščete pri kandidatih za nove sodelavce? Kaj vas prepriča? Seveda je to ful odvisno zdaj od samega delovnega mesta, ampak jaz raj zaposlim nekoga, ki ima nek drive, ki ima energijo, ki ima mogoče željo se dokazati oziroma je motiviran, predan, kot nekoga, ki na papirju izgleda odličen kandidat, ki se je šolal na tem področju, a hkrati ima, ne vem, milijon nekih omejitev, pa ne bi tega, pa ne bi onga. Sploh mi, ki smo malo podjetje, nas je recimo zdaj, malo varira zaradi študentov, ampak recimo okrog 8 do 10, oziroma ja, lahko rečemo od 5 do 10, odvisno. Ful se v tako mali ekipi pozna, a tudi osebnostno klapamo ali ne klapamo. Jaz recimo vse, ki pridejo k nam že na študentsko prakso ali študentsko delo, zelo rada psihološko testiram. To je mogoče hiba oziroma niti ne hiba. Jaz to testiranje res vzamem, da vidim, kaj osebo motivira, kje so njene močne točke, kje se še lahko razvije. In na ta način tudi vidim osebnostno, ali bo šla v ekipo, ali ne bo šla v ekipo. Tako da ja, mi predvsem raj zaposlimo nekoga, ki ima željo oziroma attitude, če rečem po angleško, odnos, kot pa neke znanja, kompetence. Seveda zdaj, če iščemo programerja, pa če je oseba študirala psihologijo, si ne bomo z njo pomagali, ampak ja. Napoveduje se, da bodo morala podjetja v oglasih navesti tudi plačilo. Kako bo to vplivalo na vaš posel? Kako to lahko spreminja sam proces iskanja kadrov? Zelo pozdravljam. Zelo pozdravljam. Ker recimo, mogoče za primerjavo, mi smo zdaj v 2 letih naredili okrog malo manj kot 1000 zaposlitvenih kampanj za nekje 350 naročnikov v Sloveniji in tujini. Pa ne vem, če smo plačo razkrili 10-krat. Kljub našim pozivom, dajte mogoče napisati razpon plače, dajte biti transparentni, ker kar se pol dogaja. Recimo, povprečno mi dobimo, mislim, da okrog 55 kandidatov prijavljeno na delo oziroma naše stranke, ampak ljudje prihajajo z različnimi plačnimi pričakovanji. In kandidat je mogoče super in podjetje je super in naredi se cela selekcija in opravi se ful veliko enega časa na selekciji in evo, na koncu pa pride zdaj pa pogodba, ponudba in kandidat pogleda tisti bruto in reče, jaz bi pa 2-kratnik tega. In potem imajo podjetje zvezane roke, ker pač ne morejo, ker če povišajo njemu plačo, podrejo celo plačno politiko podjetja. Kandidat pa recimo reče, jaz pa ne bom. In kaj so zdaj podjetje s tem naredila? Porabile ogromno enega časa, ne samo nekoga, ki zaposluje, ampak tudi, ne vem, vodij oddelkov, direktorjev. Tako da jaz ful spodbujam stranke, če že ne želijo razkriti plače, da obrnejo, jaz temu rečem reverse psihologija, da dajo vprašanje v ta vprašalnik, za kakšno plačo neto, zelo poenostavimo, za kakšen znesek na mesec, ki ga dobite na račun, ste pripravljeni delati. Ker tudi vemo, pa so ti bruto, pa dodatki, pa regresije, ampak pol ljudje si, če rečeš vprašanje, kaj je tisto, kar ti pričakuješ konec meseca na plačilni listi, kaj neto ven dobiš, in potem ljudje zelo radi napišejo. In tudi podjetja pol vidijo, ali govorijo s kandidatom, ki imajo, 1200 evrov neto, ali govorijo s kandidatom, ki si pač želi
3000 evrov. In to bi bila tudi zelo hitra prva selekcija potem. Zelo, zelo. Tako da podjetja raj ne razkrijajo plače v tem trenutku, se pa zelo rada odločajo za to vprašanje. Ampak ja, zdaj z januarjem 2026 mislim, da to pride v veljavo. Bomo pa videli, v kakšni meri bo pa zaživelo. Omenili ste okrog 350 podjetij, ki so uporabniki vaših rešitev. Iz kolikih držav so in tudi me zanima, kateri trgi so največji? Ja. Začeli smo v Sloveniji, tako da slovenski trg je daleč največji, tudi tukaj lokalno nas precej poznajo. Potem pa smo počasi začeli delati tudi na drugih trgih. Ampak to je bilo res tako organsko, ne vem, je prišel podjetje X in je rekel, evo, mi smo pa naredili 5 zaposlitvenih kampanj v Sloveniji, a lahko nam pomagate še na Madžarskem, pa pomagate v Srbiji, pa v Bosni. In na ta način smo se potem razširili v 11 evropskih trgov. Ampak mi smo rekli, ne želimo se pri tem ustaviti. Mi želimo zelo, zelo sistematično vstopiti na trg. In zdaj smo sicer planirali za Q4 letošnjega leta, ampak zdaj smo to premaknili na Q1 naslednje leto z aktivnim vstopom na nemški trg. Kaj to pomeni? Gor zdaj iščemo že partnerje, ki bi prodajali naše rešitve. Neposredno se povezujemo z podjetji, imamo že prve pilotne projekte, stranke. In tako da v bistvu največji trg je Slovenija, potem sledi Hrvaška, Srbija, ampak zelo, zelo velike upe pa polagamo v Nemčijo, potem na eni točki tudi na Poljsko, ki je zelo velik trg. Tako da zaenkrat bomo v naslednjem letu napadali Evropo. Ambicije so pa ja, še širše. Amerika nam je zelo zanimiva, ampak to je res en velik zalogaj, ko kdo si misli, ja, greš v Ameriko, ne, najprej tam zbereš en state znotraj Amerike, točno določiš, kater state in v bistvu je to kot neka svoja država. Eno zvezno državo si izberete za svoj test. Tako da smo tudi v letošnjem letu šli že 2-krat v Ameriko, malo različne zvezne države pogledati, da vidiš, kje je potreba po kadrih, kje mogoče najdejo kader. Tako da ja, bomo videli. Iz katerih panog pa so, če lahko pogrupirate, prihaja največ iskalcev zaposlitve, ki se obrnejo na vas? Zdaj, iskalci zaposlitve v bistvu je posledica naših naročnikov. Tako da mogoče lahko to govorim v luči, izkot prihaja največ podjetij. Marsikdo misli, da mi iščemo, ne vem, višje kadre, administrativne delavce ali pa direktorje. Ker ko vidi našo spletno stran, si misli, ja, to je zdaj neka kadrovska agencija, ki dela headhunting in zato zaračuna par mesečnih plač. Ampak v osnovi je zadeva taka, da mi večinoma delamo blue collar workers, se pravi delavci, ki delajo z rokami, se pravi, to niso pisarniški delavci, ampak to so, ne vem, proizvodni delavci, tehnologi, električari, gradbinci. Tako da mogoče, če bi mogla pogrupirati, smo daleč najboljši recimo na nekem proizvodnem, tehničnem, logističnem sektorju, zelo uspešni tudi v gostinstvu, se pravi vse, kar se tiče turizma, restauracije, kuharji, natakari. Ker je tudi velika kadrovska suša, ne? Ful velika kadrovska suša. Delamo tudi zelo veliko zdravstvenega kadra, pri čemer moram biti transparentna. Recimo, zdaj smo probali zdravnikov nismo našli, ampak recimo medicinske sestre, negovalke, bolničarje, to pa dobimo. To se recimo 15, 20, 30 medicinskih sester prijavi, kar je res ogromno pri takem velikem pomanjkanju. To večinoma, se opravičujem, za slovenski trg. Večinoma za slovenski trg. Delamo pa tudi, seveda, pač te neke splošne administrativne pozicije, ne vem, računovodje, finančnike, kadrovnice, take zadeve. Me kdaj vprašajo, česa ne delate, jaz rečem res nekih specifičnih zelo profilov, kjer je treba ogromno nekega specifičnega znanja. Recimo IT sektor, tam ne rasturamo. Seveda, smo še toliko mali, da vzamemo projekt, pa zelo transparentno povemo, tu pa nismo najbolj močni, lahko je, lahko ni. Medtem ko zdaj v recimo Nemčijo smo pa zelo napadali, zelo nišno. Se pravi, ta logistični, proizvodni, tehnični sektor, podjetja, mala do srednja velika podjetja, se pravi, idealna stranka naša je od 50 do 250 zaposlenih v nekem tehničnem sektorju. Ali potem spremljate, če so bile kampanje uspešne, recimo, če sta se najdla podjetje in potencialni
sodelavec? Ja, spremljamo. Mi smo v ozadju zgradili tak zaledni sistem, ki podjetjem potem omogoča delati selekcijo. Ta sistem je tudi dobil ime Tinder za zaposlovanje. Zakaj? Zato, ker na začetku pridejo vsi kandidati v en stolpec in potem se kadrovnica oziroma nekdo, ki zaposluje, odloči, če jim je kandidat, glede na to, kaj je odgovoril, všeč, ga da desno, če jim kandidat ni všeč, ga dajo levo in ga lahko tudi takoj zavrnejo. Ker se mi res tudi zdi zelo pomembno, da tudi kandidati na drugi strani dobijo povratno informacijo, kar mogoče kdaj v praksi ni tako, da zdaj vedno podjetje obvestijo. In potem lahko premikajo te kandidate skozi ta administracijski panel in na koncu je stolpec izbran in tam potem navadno podjetja seveda premaknejo kandidate, če ga izberejo. Tako da načeloma imamo vso statistiko. Je pa res, da recimo kakšna večja podjetja potem si želijo te kandidate prenesti v svoj sistem, pa nam potem ne tako sistematično premikajo, ampak jaz vedno probam poklicati stranko, vprašati, a ste zaposlili ali niste, ker mi to statistiko redno beležimo, posodabljamo. Trenutno je, da v 73% podjetja zaposlijo enega ali več iz seznama prijavljenih. Pred časom ste napovedali, da boste letos presegli 1 milijon evrov prihodkov, kar je približno 4-krat toliko, kot ste imeli prihodkov lani. Glede na to, da se leto izteka, me zanima, ali že lahko rečete, če ste cilj dosegli ali ne. Ja. Nismo. To je bil v bistvu načrt, želja, vizija, ki je bila postavljena ob koncu prejšnjega leta. Oziroma ja, takrat, ko smo se mislim, da prijavljali oziroma ste me intervjuvali, je bil marec. Mi smo takrat še verjeli, da bomo. Smo se pa temu približali. Je pa res, da, tako kot sem rekla, zamaknili smo to aktiven prodor na nemški trg. In to se potem res ful pozna, ker Nemčija je velik trg, ogromno revenueja, prihodkov se tam obrne. Tako da nismo ga presegli, ampak jaz rečem, da največji pokazatelj oziroma zmaga za nas je, da smo povečali prihodke od lani, razvili orodje Jobit.ai, povečali dodano vrednost na zaposlenega. In jaz verjamem, da v naslednjem letu nam pa ta številka ne uide. Razvoj financirate iz lastnih sredstev in tudi podjetje ste zagnali iz lastnih prihrankov. Lahko poveste, kakšni so bili prvi meseci oziroma prvo leto, ko delaš dejansko s tem, kar imaš, ko ni zunanjega financiranja, ko ni nekih večjih naložb vlagateljev? Zanimivi. Jaz kdaj dam primerjavo, da sva bila študenta, ko sva konec meseca jedla suh kruh. Moram reči, da tukaj so nama obojni starši od mene in mojega soustanovitelja Urha zelo pomagali, prispevali precej denarja na začetku, ker na začetku res nimaš nič, zbereš tistih 7500, da odpreš podjetje, ampak pol to vidiš, da to lahko gre pač tako, ne. In na začetku je bila res taka borba. Moram reči, da nismo bili čisto sami, smo bili podprti s strani Slovenskega podjetniškega sklada. Dobili smo investicijo, oziroma ni investicija, podpora za mlada inovativna podjetja v višini 54 000 evrov v 3 letih, to je razpis P2. Smo bili eno izmed tistih srečnih podjetij, ker to je razpis, ki vsako leto dobi samo 40 podjetij v Sloveniji. In v bistvu ta sredstva, ki smo jih dobili, so bila super na začetku, ker mi smo pač vložili v razvoj produkta. Hkrati nam je pa omogočalo, da sva jaz in Ur zadržala cel lastniški delež, da nisva rabila nobenih zunanjih investitorjev. Oziroma takrat se tudi, moram reči, niso zanimali za naju. Zakaj ne? Ker so verjetno ocenili, da to orodje Rekrutor, to orodje, o katerem sem govorila, ker ni šlo čez, ni bilo zanimivo. In takrat bi verjetno sprejela investicijo, bi delila. Potem, čez kako leto, 2, ko smo pa začeli z Jobitom, takrat so se pa začeli pojavljati kar sami od sebe. Pa bi on želel vstopiti, pa ta vstopiti, pa smo pa rekli, zdaj smo pa mi dobri, zdaj pa mi sami ustvarjamo svoj promet, rastemo, zdaj pa vas ne rabimo, hvala lepa. Pa razmišljate, da bi v lastništvo spustili zaposlene?
Ja, smo razmišljali, nismo še implementirali. Zdaj, ful se to vidi v tako mali ekipi, imaš neke ključne zaposlene, ključne kadre, ki so bili s tabo od začetka. In vsaj za tiste zaposlene smo razmišljali, da bi jim recimo v prihodnjih letih ponudili opcijo lastništva, ne? Ker tudi to se moramo zavedati, da tako kot ni vsak za SP ali pa za podjetje, mogoče kdo to ne želi, pa bi si mogoče sam želel recimo večjo plačo. Razmišljali smo tudi, če dosežemo cilje, da bi recimo dobiček oziroma denar, ki ostane, da ga razdelili. Tako da ja, res načeloma spodbujamo svoje zaposlene, res želimo biti dober delodajalec, ker ni uspeh podjetja odvisen samo od mene, od mojega soustanovitelja, ampak od cele ekipe, ki je v ozadju. In ravno včeraj bil en tako dober dan, naš prodajalec je prodal en rekordni posel in mi smo kar odprli penino in nazdravili. In meni se zdi, da take male malenkosti res štejejo in dajejo pač neko zdravo okolje. Kaj bi rekli nekomu, ki razmišlja o lastni podjetniški karieri? Naj se odloči za ta korak. Se mi zdi, da to razmišljanje bi, ne bi, mi rečemo Štajerci po domače, da cincaš, da pač ja, pa bi, pa ne bi. Jaz bi rekla sam skoč, pejt, probi. Bo težko, bojo dnevi, ko se boš zjokala, pa se tokla po glavi, joj, zakaj sem jaz to sama sebi naredila, ampak jaz vedno pravim, če ne probaš, ne veš. In potem skozi pot pa enostavno vidiš, a je to za tebe ali ni za tebe. Bi pa svetovala, ja, da se mogoče tudi mladi zavedajo, ker zdaj je tudi ogromno na račun influencerstva, youtuberstva, tiktokerstva, ker vsak misli, da bo kar milijon kar takoj naredil. In da to pride, je to križev pot, ki res zahteva ogromno nekega poguma, ambicioznosti, odrekanja, konec koncev trdega dela, ampak če si konsistenten, če imaš željo oziroma če imaš srce na pravem mestu in slediš tisti svoji viziji, jaz mislim, da je pač to recept za uspeh. Tako da jaz bi absolutno vse spodbudila. Če bi me, ne vem, moja hčera, sin, ko enkrat pridejo otroci, vprašali, a bi šel v podjetništvo, bi jaz rekla, ja, evo, pojdi, odpri svoje podjetje in zgradi nekaj iz nule. Kaj je vaš kratkoročni večji cilj? Osebni ali poslovni? Oboje. Osebni je mogoče zdaj malo pod vplivom Španije in sicer z partnerjem sva se preselila zdaj za čez zimo v Španijo. Sva rekla, nič, eno zimo želiva biti lepo na toplem in igrati padel, šport padel, to je zdaj ta novi šport, ki je res ful v porastu. Sicer mi dva ga igrava že 2-3 leta, še predvsem tem nekim splošnim navdušenjem. Tako da zdaj osebni cilj je izboljšati se v padlu in preživeti eno lepo zimo. Poslovni, ja, odlično zaključiti to dobro leto polnih uspehov, se naslednji teden poveseliti z ekipo. Za 2026 pa res iti ful z velikim rokom na milijon, odpreti Nemčijo tako, kot se zagre, ne samo tako malo pilotno. Zdaj smo potestirali, da je velika priložnost in napadli bomo Nemčijo. Je pa ideja res, da Jobit.ai postane orodje, ki ga bi uporabljala cela Evropa oziroma nasplošno spremeniti mogoče to neko logiko zaposlovanja, ne, da so te klasične kadrovske metode mogoče malo pase, da so prihodnost socialna omrežja, umetna inteligenca in ja, da bodo mogoče enkrat nam asistenti prek ChatGPT-ov ali pa drugih LLM modelov iskali službo. Tako da jaz bi rekla, razširiti vizijo Sajbita oziroma ponesti Jobit.ai v tujino, dosežiti ta milijon, ga presežiti, da bomo ambiciozni in ja, imeti eno tako lepo leto, kot je bilo letošnje na poslovnem in osebnem področju. Lepo. Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala za vabilo in tudi za priznanje Forbes nam res ogromno pomeni. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije podjetništvo je MG Motor.